Osemnajsta edicija festivala sodobne umetnosti Art States je letos posvečena zvoku. Naslovljen je No More Silence, brez tišine, in je nekako logično nadaljevanje prejšnjih edicij, ker je bila politika, narava in prihodnost. Velikokrat v prejšnjih edicijah je bilo ogromno zvočnih inštalacij, zato smo se nekako odločili, da posvetimo eno celotno edicijo samo zvočne umetnosti, in tukaj smo. Seveda je letos bilo veliko vprašajev, kar se tiče organizacije, ker smo pač nekako do zadnjega čakali, da seveda dobimo sredstva, da dobimo neko zeleno luč, da lahko izvedemo. Mislim, da smo na koncu bili eden prvih takšnih festivalov v teh novih ukrepih in zelo smo veseli, da smo lahko izpeljali festival tako, kot smo si ga zastavili. Torej, predstavljamo res vse umetnike, ki so bili mišljeni. Naredili smo 11 razstav na več kot 10 razstaviščih. Vsega skupaj je preko 60 umetnikov nastopalo, na razstavah je nekaj 35. Trenutno smo v osrednji razstavi Galerije mesta Ptuj, ki pač nosi kar naslov same edicije No More Silence. Tukaj predstavljamo 5 večjih zvočnih in tudi video inštalacij umetnikov, ki prihajajo iz različnih držav, med drugim iz Francije, Italije in Nemčije. Tukaj bi predvsem izpostavil mogoče Roberto Pugliese, koncert za mrtvo naravo. Gre za 12 debel, ki visijo iz stropa, vse so seveda ozvočena. Tukaj je Roberto želel nekako tem mrtvim drevesom, ki jih je našel v gozdu, dati novo življenje, torej jih izdolbel, naredil je stroj, poseben stroj, ki je jih izdolbel, naredil luknje, v njih gradil zvok. Zvok prihaja iz tega gozda, kjer jih je našel, in tudi snemajo tudi proces samega dela, medtem ko je pripravljal debla, in ta zvok spremlja to inštalacijo in daje tem deblom pač neko novo življenje, prihodnost. Poleg Michele Spanghero, tudi iz Italije. Tukaj gre za Ad Lib, gre za orgle, ki jih poganja respirator. To delo smo izbrali izmed ogromno njegovih del, prav zato, ker je tudi aktualno, čeprav ni bilo narejeno v tem COVID času, ampak ta respirator poganja orgle. Ad Lib pa pomeni v notnem zapisu pač tisti del, kjer lahko skladar oziroma sam glasbenik se prepusti, naredi po svoje, improvizira, in ta respirator tukaj pač tem orglam daje ta človeški del. Tukaj je še Hu Ye iz Kitajske, ki predstavlja video inštalacijo Lip Sync. Tukaj je spet malce aktualni izbor dela, ker gre pač za idejo umetnice, da je podala pač en tekst, ki ga je na to poslala svojim prijateljem umetnikom v Rusijo, ker so ta njen tekst prebrali v ruščini oziroma tudi zamenjali besede, pol nazaj v Nemčijo, pol spet na Dunaj, Kitajski, in tako iz tega prvega besedila nastalo čisto nekaj drugega. In to je to pač to, kar se je dogajalo v teh mesecih, te meseci karantene, ko smo bili zaprti, je prihajalo ogromno nekih informacij, dezinformacij, in tudi nihče največ ni vedel, kaj je res in kaj ni res. Poleg Alberto Tadiello. Tukaj gre za eno res skromno mogoče inštalacijo, glede na vse ostala, gre samo za 2 zvočnika, ki predstavljata 2 besedi, med sabo komunicirata. Vse je pa podlaga ena pesem The Antlers 13, in to je tudi naslov dela. Zadnji umetnik, pa ne najmanj pomemben, je seveda Robin Mayer. Robin Mayer je znan švicarski umetnik, ki živi v Parizu, in tukaj na festivalu gostimo sicer 2 inštalaciji. V Galeriji mesta Ptuj predstavljamo Synchronicity Thailand. Gre za delo, ki se ukvarja predvsem z resničkami, povezane z naravo. Robin Mayer poskuša preko tehnologije vplivati na samo naravo in
v tem delu je z LED diodami nekako prisilil in naučil kresničke, da so bliskale po utripu človeka, torej vpliv umetnika na samo naravo, da se odziva pač na to. Če gremo naprej, razstavišče je ogromno, ampak izpostavil bi najprej dominikanski samostan, ker je klopotec orkestra belgijskega umetnika Hansa Beckersa. Tukaj je zgodba kar zanimiva. On je bil leta 2005 na morju na Hrvaškem. Ko se je vračal, se je za družino ostavil na Ptuju in med prehodom so opazili te klopotce. On se s tem ukvarja že od začetka nekako, da išče stvari, ki dajo zvok in spreminja v zvočne inštalacije. Ampak tukaj je videl ta klopotec in ostala mu je ta ideja. Leta 2012 smo ga mi, ArtStace-ovci, izbrali na Arte Laguna Prize Benetka, s katero sodelujemo že od 2011 do danes, kot rezidenčnega umetnika, dobil je nagrado ArtStace in prišel na Ptuj. Tukaj seveda obelodanil to svojo idejo klopotca in pričel s projektom. Takrat smo seveda pri lokalnem mojstru dali izdelati nekaj klopotcev, na katere je motoriziral, nekako začel z inštalacijo. Nato pa pol je bil izbran tudi za eno umetniško rezidenco na Norveškem, kjer pa je iz tega enega naredil 12 klopotcev, naredil orkester klopotcev iz tega starega lesa, ki ga je naplavilo morje, in vse skupaj naredil tudi glasbo za to, ki je pa vsi so računalniško povezani in ustvarjajo glasbo tega klopotec orkestra. Razstava na samem dominikanskem samostanu je le del projekta, z njim smo odprli festival, ker je bil pač performance Black Table in klopotec orkestra. On pač igra na ogromno inštrumentov, na ogromno različnih predmetov in vse to skupaj je povezal v enourni koncert, ki je letos odprl festival. Če se sprehodimo naprej od dominikanskega samostana, je tukaj Ptujski grad, ki gosti kar 3 umetnike. Tukaj imamo Niccolò Masiero Sgrinzato, mladega, uspešnega italijanskega umetnika, ki je naredil 15 objektov po imenu Vibravoid, ki delujejo na solarno energijo in vibrirajo, in tukaj se predvsem igra z signalom 1, 0, 0, 1 in seveda pozitivna in negativna energija. Na to pa 2 umetnika, ki pa sta mogoče edina, ki letos nista mogla priti na festival, ki pač prihajata. Tukaj je Lynn Book iz Združenih držav Amerike in Zul Mahmud iz Singapurja, ki je bilo mišljeno, da prideta, ampak smo na to izvedli pač delo nadaljavo. Torej samo inštalacijo smo pripravili tukaj mi, audio datoteke pa so poslali seveda preko interneta in smo lahko izvedli. To je konduktor oziroma prevodnik ameriške umetnice Lynn Book. Gre za 8 zvočnikov, ki stojijo na ploščadi samega Ptujskega gradu in z zvoki, ki jih je posnela, nekako pač poskuša prenesti to agonijo ljudi v tem času te krize. Predvsem v Ameriki je bilo v času pred festivalom, tik preden je to delala, so bile te razmere najhujše, tako da je pač preko te inštalacije poskušala prenesti to svojo idejo agonije ljudi, ki so zaprti in trpijo v prostoru. Ko je še Zul Mahmud, njega smo rešili tako, da smo uporabili lansko inštalacijo, ki jo smo seveda predelali po njegovih navodilih, tudi seveda nove datoteke, in ta je postavljena v stare sobane galerije samega gradu. Na Ptujskem gradu je tudi en del še ene pomembne inštalacije, spet Robina Mayerja, katerega sem prej omenil, švicarskega umetnika. Gre za sanjski stroj. Marsikdo zvečer opazi mestni stolp na Ptujskem gradu, ki utripa vijolično, ampak to je le del same inštalacije, ki je povezana z salonom umetnosti. V salonu umetnosti je pa seveda sanjski stroj pravzaprav postavljen. Gre za inštalacijo, ki je bila lani predstavljena na Beli noči v Parizu, sicer čisto drugačnem kontekstu, bila je pač živa skupina, igrali so glasbo v živo. Tukaj pa smo želeli povezati z samim Ptujskim gradom, z njegovo zbirko, in smo pač iskali pianolo. Pianolo gre za klavirske avtomate, ki igrajo sami. Žal nam ni uspelo nekako popraviti v pravem času pianole, ki je na Ptujskem gradu, zato smo jo najeli, našli smo jo, so zelo redke, in Robin Mayer je napisal posebno skladbo za samo pianolo. V Nemčiji so nam naredili tudi role, tako da tukaj pianola igra to Robin Mayerjevo glasbo. Sami stroboskopi utripajo na ta zvok
in povzročajo halucinacije za to sanjski stroj. Robin Mayer je to inštalacijo pripravljal z različnimi strokovnjaki, tudi iz Kalifornije, iz Massachusettsa, kjer so pač nekako študirajo, kako frekvence, visoke frekvence svetlobne vplivajo na človeka in povzročajo halucinacije. To tudi opazi obiskovalec samega sanjskega stroja, če v kar nekaj časa mogoče vidi najprej trikotnike, pol štirikotnike, pol črte po strani in začne halucinirati. Seveda, kot sem že povedal, je pa to vse skupaj povezano z stolpom na Mestnem gradu. Razstav je še ogromno, bila v Miheličevi galeriji Bastian Marius iz Nizozemske, Relator Deluxe, v zgornjih prostorih Marco Battista z svojim zvočno geometrijo prostora, nato v galeriji Magistrat v mestni hiši Euro Roteli za razstavo Silentium, gre za fotografsko razstavo, tako da ni samo inštalacije. Pol zunaj mesta pa še v galeriji Fovis je razstava Zvočni objekti, kjer predstavljamo 4 umetnike, med njimi Mario Veloci, Robert Jurak, Transversal Project in Selena Arnaldi. Gre za predvsem predmete, ki so inštrumentalni, ampak ne igrajo sami od sebe, človek se jih mora dotakniti, jih mora brenkniti ali pa zapihati v njih. V tovarni umetnosti v Majšperku pa je bila samostojna razstava Milojke Drobne, spet naslovom Tišina sence, gre za njene skulpture iz gline in spet za eno zelo meditativno razstavo, kjer je pač tišina zelo pomembna. Tema letošnjega festivala je sigurno zelo angažirana, vseeno zvočna umetnost, torej zvok sam, mogoče ljudje ga marsikdaj spregledajo, ampak s zvokom razumemo marsikaj. Če bi poslušali umetnike, ki so bili tukaj, lahko dojamemo, da nam zvok je tista šesta dimenzija, ki nam daje čas vsem stvarem. Obdobje pred festivalom in tudi v času festivala je bilo seveda povezano s tišino. Svet se je nekako ustavil, umetniki so bili doma v tišini, zvoka ni bilo in seveda so vsi imeli nekak mehurček, bi rekel, in zvočna umetnost je pa tista, ki mogoče se ni mogla iz tega ven še posebej težko izstopiti, saj bi morala biti angažirana. Sicer na samem festivalu je, mislim, da so 4 dela, ki so bila narejena prav za festival, pa seveda Lindbook na Ptujskem gradu, ona je tudi sama se omaknila nekako iz mesta v tišino, drugače je bil v New Yorku, preživela je pa zdaj to karanteno, preživela čist nekje sama v svojem zvočnem studiu. In ravno o tem smo se pogovarjala dolgo časa, tudi med tem, ko smo pripravljali projekt, kaj ta tišina za njo pomeni. In rekla, da ta tišina je mogoče tisti trenutek pred nevihto, ker se vse ustavi in da bo to obdobje verjetno tudi pomenilo nek preporod tudi za same umetnike. Damage.